Les velja za enega najbolj iskrenih simbolov slovenstva, saj je vsak četrti Slovenec lastnik gozda. Les predstavlja strateški material naše države, zaradi katerega se Slovenija uvršča med 3 najbolj gozdnate evropske države. Naša država se je skupaj z Evropsko unijo leta 2021 zavezala, da naj bi se do leta 2030 zmanjšalo toplogredne pline. In tu je gozd skupaj z lesom v samem centru zelenega prehoda, saj je kar 80% svetovne biotske raznovrstnosti naše zemlje skrite ravno v gozdovih. In tu je ravno lesna industrija skupaj z lesnimi inovacijami ključna za ustvarjanje zelenih delovnih mest, za bolj skladen in manj centraliziran regionalni razvoj in za krepitev krožnega, samooskrbnega gospodarstva. Les pa ni samo ključni del našega gospodarstva, globoko je vpet tudi v kulturno dediščino in prav v vse pore našega življenja. Tudi v eno najbolj slovenskih zgodb, ki se dotika čebelarstva in je prepletena z bistvom slovenskega naroda. Čebele so odzmeraj predstavljale simbol slovenstva. Po številu čebelarjev se uvrščamo v sam svetovni vrh. Imamo samo svoj način čebelarjenja in edinstveni leseni AŽ-PAN, po čemer se razlikujemo od drugih čebelarskih držav. Samo v Sloveniji z lesenimi panskimi končnicami kot etnološko posebnostjo okrašujemo čebelnjake in samo pri nas pravimo, da čebele ne poginejo, ampak umrejo. V Sloveniji domuje kranjska sivka, avtohtona slovenska čebela, ki velja za drugo najbolj razširjeno čebeljo pasmo na svetu. Iz Slovenije prihaja Anton Janša, pionir sodobnega čebelarstva, ki je bil prvi učitelj čebelarstva v Habsburški monarhiji in še danes se pri čebelarjenju uporabljajo njegove tehnike. Smo prva država na svetu, ki smo čebelarstvo kot način življenja vpisali na seznam UNESCO za nesnovno dediščino. Generalna skupščina OZN pa je na predlog Slovenije 20. maj razglasila za Svetovni dan čebel. Les imajo čebele neizmerno rade. Konec koncev, mi vsi znamo povedati, da čebele v naravi živijo v lesenih duplih. To se pravi, čebele se same po sebi naselijo v les. Sicer v modernejših časih bi jih čebelari rad dali v razne umetne materiale, ampak dejansko, če bi čebele izbrale za svoj dom lesen del, ali bo to duplo, ali bo to tisti pan, ki ga naredimo mi. Konec koncev pa je treba nekaj se zavedati, da čebele vsak svoj prostor obdelajo s propolisom, premažejo s propolisom, s čebeljim voskom, da na koncu naredijo neko varno zatočišče, z propolisom vse luknjice v lesu zamažijo, da jim ne piha in na koncu ga tudi zaščitijo pred raznimi insekti. Mi vse prevečkrat pozabljamo, da tretjina svetovne hrane je odvisna od opraševanja čebel, ne bilo rož, ne bilo cvetja, če ne bilo čebel in konec koncev del narave je tudi les in čebele so ga izbrali za svoj dom. Mi čebelari pa na koncu sodobni čebelari skrbimo, da se čebele čim boljš počutijo, ne glede na to, da so na pol odomačene, čebele nikoli niso odomačene in še enkrat, les je njihov najboljši in najbolj optimalni življenjski prostor. Ja, v Sloveniji je čebelnjak naša stavbna kulturna dediščina. Čebelnjak je praviloma lesen objekt, kjer v njemu so zloženi naši panji, včasih so bili kraniči, danes pa večinoma AŽ-pani, ki je tudi naš tradicionalni lesen pan in pa zelo bistveno je ta sprednji del, ta leseni lok, ker daje, čebelnjaku, toplem revenu temperaturo in čebelam, ugodno klimo in na koncu tudi nadstrešek panjem. No, slovenski čebelnjak kot lesen objekt je tudi sorazmerno drag objekt. In zato današnji dan, ko vsi gledamo, kaj bo čim ceneje, seveda tudi ta čebelnjak izginja iz naših tleh. Vse bi bilo v nekih kovinskih kontejnerjih, danes se uporablja razne plastične materiale, kar na koncev ni naravno in ni čebelam prijazno. Zato je ena od nalog države, da zaščiti slovenski čebelnjak, da daje spodbude za lesene čebelnjake, lesene panje in moje vedno stališče je, podpreti treba tisto, kar poudarja tudi našo slovensko identiteto, našo slovensko krajino in verjemite, slovenski čebelnjak je slovenska identiteta in slovenski ponos, predvsem ponos slovenskih čebelarjev. Slovenski čebelnjak se je vedno postavil iz tega lesa, ki je najbolj obstojen. Nažalost je ta les, vse manj dostopen, zato se večinoma zdaj
postavlja iz smrekovega lesa, ampak definitivno, če čebelnjak želimo, da traja generacijo dve, potem bi uporabljal tisti les, ki je trajnosten, uporabljati čim bolj ekološke zaščite. Jaz osebno, kar sem naredil v čebelnjaku, nisem uporabil nobene barve, ker najboljša zaščita lesu je v bistvu naravna ta patina. Je pa treba vedeti, da čebele so odlične tudi pri materialih za zaščito lesa in če že želite, premažite čebelnjake z mešanico propolisa, voska in to bo še bolj naravno in pa tudi trajnostno. Slovenci smo od nekdaj tesno povezani s čebelami. Imamo okoli 10 tisoč čebelarjev in edinstveno avtohtono pasmo, kranjsko sivko. V hiši Kranjske čebele v Višnji Gori so zasnovali šesterokotne bivalne enote, navdihnjene z arhitekturo panja, ki obiskovalcem ponujajo edinstveno prenočitveno izkušnjo. Vsaka soba je izdelana iz lesa in oblikovana kot šesterokotna celica, v kateri se prepletata simbolika čebelje skupnosti in bogata naravna dediščina. Ambient topline, miru in preprostosti vabi k umiritvi, tako kot zavetje panja za čebele. Les je pač osnovni material, naraven, vendar, ker je pa konstrukcija zelo zahtevna, smo pa pod konstrukcijo vseh teh modulov, vse te skupine teh modulov naredili iz jeklene konstrukcije, tako da je statično precej močna. V bistvu je to šesterokotnik, pravilne šesterokotne oblike, na glavo obrnen. Vsak modul ima konstrukcijo jekleno, kompletno oblečeno v les. Je 11 tipov teh modulov tukaj, se pravi, vsi so različni po dolžini, opremi, les iz obeh strani, znotraj je izolacija, toplotna in zvočna, pa seveda vsa elektrika, pa napeljava, pa tako naprej. Tako da, če se dva modula združita, se ne bo slišali z enega od drugega, se pravi, ta intimna tišina bo obstajala, zato ker je to precej masive materijala, čeprav izolacije tukaj ne rabimo, ker je vse skupaj pod enim režimom, toplotnim, hlajenim, prezračevanjem in tako naprej. Glavno vodilo vse opreme je šesterokotnik. To se potem zrcali na vse predmete, tudi ročaj na ograji je recimo šesterokoten, so ploščice šesterokotne, so te klubske mizice šesterokotne, vse je pač v tem stilu narejeno, ker če gremo že pač to formo slediti, jo treba slediti do konca, dokler se da. S trajnostjo pa so povezani tudi rokodelci iz Ribniškega rokodelskega centra, ki skozi les že generacije dolgo ohranjajo tradicijo in ob tem ustvarjajo tudi sodobne zgodbe. V Ribniškem rokodelskem centru skrbijo za kvalitetno lokalno izdelavo izdelkov, pri čemer zasledujejo načelo, da je potrebno vlagati ne samo v oblikovanje produktov, ampak tudi v blagovne znamke in dobljena priznanja. Še posebej pri dovršeno ustvarjenih suhorobarskih izdelkih, ki so prejeli Red Dot, eno mednarodnih oblikovalskih nagrad na svetu. Ravno oblikovanje daje višjo dodano vrednost končnemu rokodelskemu produktu. V rokodelskem centru tako kulturno dediščino lesa po principu pravične trgovine celostno povezujejo s turizmom, kot tudi z ostalim gospodarstvom. Stare starše, še stare starše, tu so vse z lesom, zato ker les je okoli nas. In kaj ne bomo, če smo med lesom, smo tudi majhno, moramo živeti z lesom. Vozilo se ga je, tu so rekli predniki naši, ampak pri nas ne toliko v Trst, da se je. Ampak mi smo les bolj rabili za izdelavo suhe robe. Kukor je zdaj, obude za sita, rešetane, rajte, drugi so bili spet posodarji, so škafe, čebre, brjente, dajrale. Brez našega lesa rajs bi revšno tovkli. Ne bilo hrane, ribniške les pa izdelke z ribnice so šli po celi Evropi. Tudi v Ameriko smo včasih kaj dali. Tu je mene naučil ata, ker tu je družinska tradicija. Jaz nisem v nobeno šolo hodil lesno, da bi kaj nas učil. Tam sem bil mulček star morda 13 let, 14, kaj takega. Pa je rekel, če ćeš fantiček zaslužiti kakšen sodek, boš majhno kakšne obude naredil, pomagal mi. No, pa sem počasi naredil. En čas je šlo bolj kila,
V rokah držim 150 let star nož, ki se mu imenuje vitrnik, pa nož za zobotrebce. To je dalo generaciji že ne 5, jaz sem verjetno že ta 6. Vmes je bil dedek v Ameriki, se ni nič delalo. Jaz sem potem začela, tudi oče moj ne, mene pa to že skozi pritegnilo. Ta občutek, da delaš z lesom, to mehkobo, pa von od lesa recimo, svež les lepo diši. V teh koncih se pozna, da smo med veliko in malo goro in je zelo malo možnosti za zaslužek. Zemlja ni dala toliko pridelka kot nekje drugot, recimo, je skopa zemlja. Les je bil pa na dosegu roke in tisti, kjer je hotel delati, je lahko tudi naredil nekaj in tudi zaslužil na ta način. Jaz tradicijo dojemam kot neko ustvarjanje z rokami in ne kot breme, ampak kot neko zadovoljstvo. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se ljudje začnemo zavedati, kako so včasih ljudje živeli, teh starih obrti, veščin, ker tako lahko razumemo, iz kje smo prišli. Jaz mislim, da bi se mogla tradicija prepletati tudi z moderno tehnologijo. Recimo print gline, recimo laserski rezalnik, v bistvu režemo in graviramo les. To je ena izmed bolj modernih tehnologij. Jaz mislim, da se človek ne sme usmerjati preveč sam na rokodelstvo, da mora obvladati malo več veščin, da gre malo na širše. Tako jaz razmišljam. Les je vračanje človeka k naravi. Tako velja tudi v enogastronomiji, začenši z vinogradništvom. Vino v lesenih sodih namreč zori povsem drugače kot v posodah iz nerjavečega jekla. Les prepušča veliko več kisika, zaradi česar poteka hitrejša mikrooksidacija. V lesenih sodih tako vinarji ponavadi zorijo bolj bogata, strukturna vina, pri čemer pa vsako vino zahteva svoj tip lesa in velikost soda. Ja, včasih v bistvu niso druga poznali. Jaz vem, da moj pradedek v gostilne vozil vino, se včasih ni steklenično, ne? In so včasih kotalili sode po gostilnah in so jih potem pač oni uporabljali na tak način, tako da je to gre res nazaj, no. Vrača se, mislim, v določenih pokrajinah je od nekdaj, k nam se vrača, želimo si tega, ampak od nekdaj, no, sta vino in les zelo kompatibilna. Ja, najbolj všeč nam stilsko nam odgovarjajo velike lesene posode, 2000 litrske, zato ker je ravno pravi volumen vina glede na stik. Če si predstavljamo, da je mali sod, je dosti več ima stika z lesom, kot ima vino v velikem lesenem sodu. Tako da je ta nekak razmerje med volumnom in mikrooksidacijo pri velikosti tej nam najbolj odgovarja. Je pa seveda gre v nedogled, obstajajo še večji sodi, obstajajo tudi 10-litrski sodi, ampak meni najbolj osebno je ta stil odgovarja, torej 2000 litrov hrast. Ja, pri nas leseno posodo uporabljamo kar dostikrat. V drugih regijah je praksa, da se les uporabi za eno trgatev, da recimo 2 leti zori v kleti, potem se zavrže oziroma gre v drugo klet. Pri nas je praksa, da kupimo rabljeno leseno posodo, torej iz toplejših regij, ker njim ne pride v poštev po tej eni uporabi, ga mi odkupimo od njih. Želimo si torej teh mikrooksidacij, ki pridejo do izraza pri leseni posodi, ne želimo si pa te dominance lesa, ki se lahko zgodi v primeru, da bi mi uporabili novo leseno posodo. Tako da pri nas je kar dolgotrajna uporaba, ne gre samo za eno trgatev. V Sloveniji so začeli izdelovati tudi leseno jajce, torej jajce je narejeno v zlatem rezu. Pri ostalih vinskih posodah je pač treba to delo vsakega vinarja, da enkrat tedensko vsaj druži meša. Pri tej obliki posode pa se tekočina nikoli ne ustavi in razlika med temperaturo na vrhu, kjer je topleje, in spodaj, kjer je bolj mrzlo, pač meša fizikalno cel čas tekočina in se izognemo temu dodatnemu delu mešanja drži. Ravno to je čar, se mi zdi, da ne moremo kopirati drug drugega, ker vsak obdelujemo svoj kos zemlje, vsak imamo svoje trte in imamo svoje grozdje, svoje vino in se pač enostavno igramo, ustvarjamo, fermentiramo vina, maceriramo tudi v lesenih posodah in vsak letnik je drugačen. Kaj je smiselno dati v leseno posodo? Jaz mislim, da je to res stvar vsakega vinarja posebej. Pri nas smo z letom 2021 začeli z
zorjenjem traminca, maceriranega v malih rabljenih barikih, kar je dokaj netipično. Traminec velja za nekaj vino z ostankom sladkorja, zelo aromatično. Mi smo to spet malo obrnili na glavo, tako da pri tem res ni omejitev, no. Se pustimo voditi, občutku, okusu, vonju in na koncu pač mora štimati, to je najbolj pomembno. Les pa daje patino tudi v kulinariki vrhunskih kuharskih mojstrov. Les na mizah in pultu postaja pravo bogastvo okusov, podob in tudi začimba. Ribo dajem v mojo dimno kamero, ki bo dimna kamera se navzela tudi naše trave, ki ima polno rožic in bukovo žagovino, ki jo bom uporabil v moji dimni kameri. Zakaj dam bukovino? Ker je postrl in bukovina raste tukaj pri nas. Če bi dal brancina, bi dal rožmarinove vejice suhe in bi se približal bolj morju, se pravi vse nekje v okolju. In se mi zdi, da paše vsak okus les v določen kraj. Les se mi zdi vedno v kulinariki in v samem pohištvu, da dela toplino. In toplina je tista, ko pač ljudi povezuje, ko jim da nek topel dom ali pa v kulinariki nekaj toplega, se pravi tudi z lesom, ko zakurimo, pa ko gledamo ogenj, se mi zdi, ko je to čisto neki drug šmek, kot pa da s plinom ali na elektriko naredimo. Ja, siguren v kuhinji, če bi rekel, je najboljši so sadna drevesa, to se pravi sliva, oreh, jabolko, hruška je fantastika in javor. Javor sicer ni estetsko tako zanimiv, ampak uporaben pa sigurno zelo. Sol je lahko strup oziroma je tudi zdravilo, je pa taka kuharska, zagrabaš, posoli, zapreš, vržeš sem in delaš. Pol pač detalje malo spreminjam, da je malo bolj zanimivo, drugače osnova mi pa res to se mi zdi vrhunska. Potem ta terilnik ptič, maklev zad je narebričen, recimo vržeš česen na desko, na brzino kuhar rab, 5krat povala, vrže not in je stvar zaključena. Ja, les sam po sebi je itak fantastika. Lahko sam grčo pogledaš, lahko razpoko pogledaš, če jo znaš pravilno obdelati, les imaš strugo, les imaš zibko, les je postelja, najboljša hiša je lesena. Les je en tak element, da v bistvu skoraj težko kaj govoriti o njemu negativnega. No, vse negativnega skoraj ni, to je pa res. In jaz sem rad les kot krožnike in ta moj lesen krožnik, moj dizajn, ki ga je Koželj Joško naredil, je dobil nagrado tudi na mesecu oblikovanja, na Eat and Drink dizajnu, tudi krožniki za cateringe, ki je špila pribor. In meni je ta les zato zanimiv, ker ga je Joško lepo, po mojih navodilih oblikoval, da ga lahko primaš, da ima majčkeno lukenco zadaj gorčico, ko klobaso narežem, da ne zlaufa po sami deski, ampak je nekje na sredini. Les vedno nekje najdem v moji kulinariki, da mi pomaga dvigati nivo kulinarike. Dobrih 10 let mineva od smrti enega najpomembnejših industrijskih oblikovalcev druge polovice 20. stoletja, Nika Kralja, ki se je v svetovno zavest zapisal z brezčasnimi stoli. Zamisli pionirja slovenskega in jugoslovanskega oblikovanja pa živijo še danes. Niko Kralj je namreč leta 1976 zasnoval leseno konstrukcijsko igračo z namenom spodbujanja ustvarjalnega mišljenja in tehničnih spretnosti mladih. Čeprav njena proizvodnja nikoli ni stekla, pa je na trg prišla prenovljena Kraljeva igrača za vse generacije, kot plod sodelovanja med Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, zadrugo Festival lesa ter obrtniki iz kočevsko-ribniškega konca. Od didaktične funkcije lesa pa je samo korak do lesenih vrtcev, ki z inovativno leseno konstrukcijo sledijo kriterijem trajnostne gradnje in so dokaz, kaj vse zmore naša lesno-predelovalna industrija na osnovi domače surovine. Sestavni del zdravega okolja vrtcev pa so tudi leseni igralni elementi, vse od plezalnih sten, didaktičnega pohištva pa do lesenih zunanjih igral,
ki s svojo naravno strukturo, barvo in vonjem dodatno ugodno vplivajo na otrokovo počutje in njegovo ustvarjalnost. Eden takšnih nastaja v družinskem okolju na robu Ribnice. Moj foter je bil krošnjar v Avstriji, ne. Je hodil z doma na rame nosil krošno, iz enega hriba na drugega. Pol je pa doma po vojni, pa doma delal, pa pol sem pa že jaz malo pomagal, ne. Zakaj ne bi z lesa delal, ki je naravno, ne, da ne bom jaz železu od drugej vozil, pa tle smo pa doma imeli tu, pa smo delali. Z lesa smo preživljali že od samega začetka, ne. Tako je bilo to, ja. Za otroke je dober les, na primer javor je malo bolj lahko, jasenet pa težak, ne. In buku je težka. Z javorja delamo zdaj, ne. Drugač, pa tudi je lep bajev, ne. Enkrat nekaj narediš, pa ko vidiš, kako je lepo, je čudovito, no. Les ima zelo pozitivne učinke na otroka, ne? Predvsem krepi njihovo samozavest, domišljijo, v naravnem okolju krepijo tudi v naravi imunski sistem, grobo motoriko urijo, se pravi skačejo, tečejo, hodijo, plezajo po neravnih terenih. Otroci se rodijo z 100 milijardo celic, ne? In te celice bi se mogle povezovati na podlagi naravnih dražljajev. Je pa vse več plastike in se povezujejo na podlagi preveč intenzivnih dražljajev. In to ni v redu. Zato je fajn, da otroku od začetka damo les, lesene stvari, lesen material, da tipa z rokami, da jih damo tudi ven na travo, da čutijo travo, da imajo čim več teh čutnih stimulacij. Ko je moj oče v osnovni šoli mene nekako usmerjal, mogoče je on celo videl ta potencial, in me je usmeril v lesno šolo, ampak jaz kot nadobuden mlad športnik sem videl svojo pot drugje in ga takrat nekako nisem poslušal. Jaz sem potem sledil svojim sanjam, željam in postal vrhunski profesionalni rokometaš. Potem sem se pa preženil na to domačijo Lesarjevim in sem v bistvu nekako sledil smernicam tasta, tudi konec koncev razvil nek potencial in sem se začel v bistvu ukvarjati z lesom. Ko se zaprem delavnico, 5-8 ur mine v bistvu, kada ne bi vedel. S tastom sva se pa v bistvu lotila že od oblikovanja kozolca do kakšnih skulptur na taščinem vrtu. Vse materiale oziroma pohištvo, kar bomo v bistvu naredili za vrtec, prihaja iz domačega gozda. Jaz sem pol tukaj videl idealno priložnost, da les uporabimo za pohištvo. To je bil les javorja, jesena. Če spremljamo oziroma opazujemo otroka, oni želijo delati v bistvu resnične stvari, takšne, ki so uporabne, kar jih delamo mi in oni temu sledijo in ti mu moraš v bistvu takrat samo pokazati in potem je tudi on ponosen nase. Otrok mora delati z rokami, da bo srečen, ne? Les ni samo gradbeni material. Je tisto nekaj, kar v prostoru vnaša toplino, domačnost in povezanost z naravo. Pričemer študije dokazujejo, da je delovna storilnost večja v okoljih, kjer je prisoten les. Les je torej material vreden našega zaupanja. Zato mu na široko odprimo vrata naših domov. Daje raznovrstne priložnosti slehernemu podjetju, vrhunskemu oblikovalcu, inovativnemu inženirju, pa tudi nam slehernikom. Les je v zeleni plašč zavita razvojna priložnost naše države. Uporabimo slovenski les.